Moje ime je Primož Cigler in dobrodošli v delavnici, kako v eni uri bistveno pohitriti WordPress stran, da bo boljša za obiskovalca, pa da jo bo Google imel raje. Družili se bomo okoli 2 uri, tisti, ki ste na live streamu 1 uro. Najprej, preden sploh karkoli začnem, bi povedal, zakaj se sploh čutim mogoče poklicanega, da vam o teh stvareh tlele razlagam. Svojo prvo spletno stran sem postavil leta 2004, z WordPressom sem se prvič spoznal okoli 2007, ko so blogi ratali zelo popularni, pa smo bili takrat v srednji šoli, pa sem jaz seveda tudi svoj blog pisal. In to je bilo takrat, ko je bila še v bistvu bolj popularna Joomla, pa Drupal, pa Mambo je takrat glih prihajal ven iz mode. In v bistvu sem postavljal takrat strani za manjše naročnike in tako naprej. Potem en večji mejnik je bilo leta 2012, sem šel na prvo konferenco v tujino, v Nemčijo, in sicer na Smashing.conf. Tisto mi je dejansko odprla neka taka nova obzorja v smislu optimizacije strani, kako je hitrost nalaganja že v bistvu takrat bila zelo pomembna, mobile je v bistvu šele takrat zares začel prihajati. In od takrat naprej je v bistvu to moj passion, se pravi, ta moja strast. Jaz res uživam v tem, da se lotim neke strani, ki pač ima nek slab experience, in ko jo pač zboljšam, ne vem, to nek inženir v meni verjetno uživa v tem in težko te zadeve opišem. Lani tudi leto pa pol nazaj sem bil v Angliji, v Brightonu na konferenci oziroma na delavnici, ki jo je imel Paul Lewis. On je eden od inženirjev pri Googlu, kjer smo v bistvu šli zelo v drobovje brskalnika in kako konkretno pač te stvari delujejo. Takih specifik danes ne bomo pokrivali, bom pa pokazal v bistvu, kako nekako tiste najlažje stvari, ki jih lahko vsak naredi tudi mogoče brez tega, da sploh zna programirati na svoji spletni strani. Delavnica bo nekako potekala v 3 sklopih. V temle prvem, ki sem ga v bistvu začel, si bomo pogledali, zakaj je sploh hitrost nalaganja spletne strani pomembna. Pol v drugem sklopu bomo skupaj delali na enem primeru, kako pohitriti WordPress spletno stran, pa kakšna orodja bomo pri tem uporabljali. V tretjem sklopu bom pa v bistvu na voljo za pomoč, vprašanja, boste me lahko poklicali, bom šel k vam, bom pogledal, kakšne probleme imate z vašo stranjo, pa probal pomagati, kolikor bom pač lahko. Zakaj bi se sploh ukvarjali z hitrostjo? Se pravi, zakaj je to sploh pomembno? Dajmo najprej to razčistiti. Kot prvo in daleč najbolj pomembna stvar je, da hitre spletne strani pomenijo boljšo izkušnjo za obiskovalca. Karkoli že pač to pomeni, sigurno je že kdo kdaj, mislim, vsak od nas je sigurno že pač prišel na spletno stran, ki se je res počasi loadala in smo, ne vem, izgubili živce, mogoče celo zapustiš to stran. Če smo v bistvu mi na drugi strani, ko pač, ne vem, prek spletne strani nekaj prodajamo in tako naprej, seveda hočemo, da je na naši strani čim več obiskovalcev. Kot drugi razlog, v bistvu, ki izhaja nekako iz prvega, je, da je tudi Google začel rangirati hitrost nalaganja spletne strani v svojih algoritmih, predvsem pri rezultatih iskanja, ki se zgodijo prek mobilnih naprav. Zato, ker tam je še toliko bolj pomembno, da je pač ta izkušnja boljša. Enostavno danes uporabljamo te pametne telefone in si želimo, da pač zadevo takoj, ko klikneš, se ti pač nekaj odpre, nekaj vidiš, če zadeva ni instantna, enostavno zgubiš fokus, odpreš, ne vem, Facebook, nekaj druga in pač začneš delati druge stvari. Pa kot tretjo, predvsem spet na mobilnih napravah, dejansko recimo z hitrejšo spletno stranjo, lažjo spletno stranjo prihranimo stroške svojemu userju pa baterijo. Obstaja mnogo študij na to temo, predvsem pa recimo, če ste nekje v tujini, bo vsak zelo pazil na podatke, zato ker je danes to ena stvar, ki
te precej lahko udar po denarnici, ko prideš nazaj iz dopusta. Kako bomo pa te zadeve delali? Se pravi, kako bomo pohitrili našo WordPress stran? Preden se česarkoli lotimo, je najbolj pomembno, da v bistvu zadevo zmerimo. Mi moramo najprej vedeti, kaj bomo sploh optimizirali, moramo vedeti, kje so bottlenecki na naši spletni strani, da vemo, kje moramo prijeti tega mačka za rep. V drugem koraku potem analiziramo te meritve, se pravi, pogledamo, kaj je tisti problem, ki ga ima naša spletna stran. In seveda se probamo nekako osredotočiti na one stvari, kjer v bistvu z najmanj nekega našega časovnega vložka dobimo največje izboljšave. V tretjem koraku, ko smo pač izmerili, analizirali, se odločimo in pač izboljšamo neke določene stvari na strani, pa v četrtem koraku spet se vrnemo v bistvu na enko, ponovno zmerimo, da vidimo, če smo kaj izboljšali, kako se je ta zadeva poznala in v bistvu potem lahko ta krog ponovimo. Za meritev pa analizo obstaja več orodij. Že sami spletni brskalniki nam omogočajo pač precej stvari, ampak danes bomo v bistvu uporabljali neka online orodja, ki so zastonj, brezplačna, vsak jih lahko uporablja. Eno od njih je od Googla PageSpeed Insights, ki nam v bistvu na precej eksplicitni način že pove, kakšne probleme imamo v bistvu na naši spletni strani, pa tudi predlaga neke rešitve. Drugo orodje je GTmetrix, ki v bistvu združuje po eni strani od Googla ta PageSpeed Insights, pa po drugi strani še od YSlow. In je v bistvu predvsem je fin zaradi tega, ker se lahko naredimo gor account, pa vidimo čez čas, namesto da pač si dejansko obeležimo nekam v Excel ali pa pišemo na list te naše rezultate, pač vidimo zgodovino, kako smo izboljševali stran. Potem naslednje orodje je Pingdom, ki ima tudi v bistvu njihov servis, da ti avtomatsko vsake nekaj minut oziroma nekaj ur testira spletno stran in če se kaj spremeni, nam te zadeve javi. Ta zadnje je pa Web Page Test, ki pa je mogoče najbolj tehnično komplicirano in ga danes pač ne bomo uporabljali. V bistvu danes se bomo sam osredotočali najbolj na ta Googlov PageSpeed Insights. Kakšne so možne izboljšave na naših straneh, ki jih lahko naredimo? Kot prva je caching, se pravi to, da si browser dejansko stvari, slike, CSS, JavaScript, datoteke shrani lokalno oziroma na lokalni računalnik in se ne ob vsakem refreshu spletne strani te zadeve spet downloadajo iz našega serverja. Potem lahko pač se gremo spuščati v drobovje serverja, ga konfiguriramo oziroma če se s tem nočemo ukvarjati, nam v bistvu bolj ostane menjava gostovanja. Potem naslednja stvar je to, da optimiziramo slike. Optimizacija zahtevkov je naslednja stvar, requestov v angleščini in potem na koncu še sprememba HTML, CSS in JavaScript kode. Kakor sem rekel na začetku, v tej delavnici bi se predvsem osredotočil na to, kako lahko v bistvu z 20% našega inputa, našega efforta dobimo precej dobre rezultate, ker za tistih zadnjih 20% pa zna biti zadeva glih obratna, se pravi, moramo res veliko vložiti svojega časa pa znanja, da pač pridemo do čist maksimalno dobrih strani. Tole sem že v najavi dogodka, upam, da povedal, dosti dobro, da pač delali bomo na straneh. Upam, da ste si naredili backup, da imate kako varnostno kopijo. Sicer ne bomo nič takega delali, kar bi resno znalo ogrožati vaše strani, ampak pač nikoli ne veš. Tako da to je to z moje strani za ta prvi uvodni del. Zdaj bi šel pa kar na konkreten primer.
In sicer jaz bom delal na tej strani, ki sem jo tudi nekaterim od vas že poslal. In sicer gre za stran, ki sem jo čistesno postavil, uporablja eno od naših tem, ki jih izdelujemo pri Proteus Teams. In kot prvo bi v bistvu to naredil, da enostavno ta URL skopiram in ga vstavim tle v Google PageSpeed Insights. Se pravi, če boste šli pogooglati, enostavno, če PageSpeed Insights vpišete v Google, bo to prvi zadetek. In prva stvar je v bistvu, da sem date URL vaše spletne strani in kliknete Analyze. In potem to traja nekaj časa, par sekund ponavadi, da nam Google vrne rezultat, kaj se v bistvu na naši spletni strani dogaja. Jaz smo očitno Googla. Ja, to se seveda zgodi pol vedno, ko imaš delavnico, pa si. Probimo še enkrat. A že ima kdo rezultate? Ok. Kaj piše, koliko je rezultat? 29, ok. Koliko imate drugi? 48? 21? To je super, zato ker bomo lahko veliko stvari izboljšali v relativno kratkem času. A ima kdo nad 80? Ok. No, to je v redu, pač. Meni v bistvu zadeve še vedno, zadeva mi ne funkcionira. Ja? Očitno se je nekaj naredil. Jaz imam sicer še ene par backupov na voljo. Ja. Bom mogel iti na server pogledati, kaj se dogaja. Očitno se je ob nepravem času moj server odločil, da me pusti na cedilu. A ima še kdo drug težave z dostopom, kjer sem jaz poslal? Isti problem, a? Ja. Je naredil analizo? Aha, za testno stran. Koliko je rezultat? 89? A ja, ker to pokaže, ja, seveda. Ok. Niti na SSH se mi noče povezati. Poglejmo, kaj se je naredil s tem. Mogoče ga moram resetirati. Ja, nič, ta cajt, ko se v bistvu ta moj server resetira, bom naredil analizo ene druge strani, ali mi lahko nekdo od vas pove recimo eno vašo, da ne bomo brez veze čakali.
en URL, recimo. Mio.si. Aha. Mio.si, ok. Ne, v bistvu ne nucam, bomo zaenkrat kot prvo lahko takole tudi za konkurenco pač delate take zadeve. Se pravi, ne nucate nobenega dostopa pa ničesar. Čim je stran javno dostopna, je stvar v redu. Ok, dajmo pogledati si tole stran. Se pravi, kot prvo dobimo ta dva zavihka, en je za mobile, ta drugi je za desktop. Ne vem sicer, zakaj se je tle isto napaka pojavila, mogoče moram refreshati. Poglejmo, če se ta se je ugasnil, zdaj ga pa dajmo nazaj počkati. Ok. Stvar, ki jo praktično vedno vidim pri straneh, ki imajo pač slab ta score in na mobile in na desktop, je Optimize Images. In na srečo je to stvar, ki jo lahko praktično čisto vsak naredi, kar pomeni v bistvu samo to, da naše slike, ko jih uploadamo, kjerkoli ste jih že pač pripravili, jih lahko v bistvu zoptimiziramo do te mere, da vizualno ne bo dejansko vidno, da bi bile slabše kvalitete, ampak z nekimi dobrimi algoritmi se da te slike precej zmanjšati in na ta način precej prehranimo browserju oziroma našemu vizitorju pri tem, ko pač obišče našo spletno stran. In če v bistvu odpremo tle show how to fix this, nam Google že v bistvu da seznam slik in na kak način, pa za koliko on misli, da bi jih v bistvu lahko mi zmanjšali. In tudi v bistvu jih po prioriteti razporedi. Se pravi, če začnemo tle čisto tole, ta prvo sliko, se pravi slider3.jpg, pravi, da bi jo lahko zmanjšali za 74% in to bi prehranili samo pri eni sliki 207 kilobajtov. Če recimo pride na našo spletno stran nekdo na telefonu, pa ni na Wi-Fi, ampak je na mobilnih podatkih, to zna pomeni že 3-4 sekunde recimo časa samo za eno sliko. Kaj če v bistvu izoptimiziramo pač vse te? Samo da sekundo, da pogledam, če so te strani nazaj. Še kar niso. Ok, vsaj noter sem se prijavil. Ja, kot zakleto, pač to se zgodi. Je odprl? Tak droplet bi načeloma mogel zdržati brez problema, pač ene 10 WordPress strani, ampak ok, v bistvu, če gremo tle nazaj, bom konkretno, recimo tole, ta prvo sliko slider, oziroma vse te slike nam Google v bistvu, to orodje nam jih že vnaprej izoptimizira. In če gremo čisto do konca strani tle, vidite download optimized image JavaScript and CSS resources for this page. In če to kliknete, spet nekaj časa traja, zato ker Google mora narediti zip vseh teh fajlov, ki jih je on v bistvu optimiziral za nas in praktično dobimo, ja, tako, lahko to zadevo shranimo si nekam na disk in zdaj odzipamo te zadeve in noter imamo po 3
mapah razporejene CSS, JavaScript, datoteke, pa dajmo si najprej pogledati te slike. Ok, rekli smo, da je, ta prva slika od teh je bila slider 3. Ok. Slider 3 izgleda takole, zdaj bomo pa dali za primerjavo, da vidimo, če je dejansko kakšna razlika. Če vidimo razliko vizualno med tem, kar nam je Google dal, pa med originalno sliko, ki jo bom pa odprl v novem zavihku. Se pravi, zdaj sta to dve sliki in zdaj, ko menjam tab, praktično vidimo, da je slika izgleda identično, je pa ta, ki nam je Google zoptimiziral, je za 75% manjša. Se pravi, slider 3, 71 kilobajtov proti tej, ki mora kako biti, se pravi, verjetno okoli 300 kilobajtov. In vse, kar v bistvu moramo narediti, je to, da potem v našem WordPressu najdemo noter, tudi moj adrenalin se je zdaj postavil. V WordPressu v bistvu gremo v administracijo in pač najdemo tisto sliko, ki je bila problematična. Bom jaz šel mogoče nazaj pa analiziral to mojo stran, da bom lahko pokazal konkretno v administraciji optimizacijo posameznih slik. Ok. Se pravi, ta testna stran, ki sem jo pripravil, ima zdaj res slab skor, 20 od 100. To je res grozno. Pač hočemo priti nad 80 recimo, mislim, da nad 85 Google že prikaže zeleno značko za mobile. In tako, kot sem prej rekel, imamo tle sliko, recimo to Photo 3.6-1. Zdaj pa, mi na naši strani ponovadi ne vemo čisto točno, katera od teh slik je pač to. In kako najlažje to naredimo, da zdaj najdemo, razen pač, če toliko dobro poznate svojo spletno stran, da na pamet veste, kjere slike ste uploadali, pa kje so, je najlažje to tako narediti, da kliknete z desno, kjerkoli v bistvu na strani, pa še to, Chrome morate uporabljati, pač Chrome browser. Če imate Firefox, mislim, da ima isto developer toolse, ampak ne vem zdaj čisto na pamet, kako pač te zadeve tam funkcionirajo. In ko kliknete na inspekt, se odpre ali od spodaj ali pa na desni strani se vam bo odprlo takole koda, ki se je ni treba nič ustrašiti, ne bomo nič kaj veliko s tem delali. Vse, kar bomo probali narediti, je to, da najdemo to našo sliko, ki se imenuje Photo 36-1. In če v bistvu tle, ko imam fokus nekje noter znotraj tega okna, če kliknem Command oziroma zberem na tipkovnici Command plus F, se mi tle od spodaj lahko pač iščem za slikami oziroma čemorkoli na moji strani. In če tle napišem Photo 36-1, vidimo, da mi je najdel en zadetek in sicer tle mi pokaže, ko grem z miško, čez da je to nekje niže spodaj, oziroma celo lahko z desno kliknem, z desno kliknem na to in rečem scroll into view in mi jo bo direkt pokazalo. In v bistvu to je ta slika za ozadje ta desnega elementa tle. In to sliko v bistvu moramo zdaj mi zoptimizirati. Tako kot sem že prej rekel, ena opcija je, da gremo na dno strani, pa kliknemo to Download Optimize Image JavaScript CSS Resources. In tle bomo v bistvu že dobili spet zip filov, ki jih je Google že vnaprej zoptimiziral za nas. Zdaj pa, ko jaz to čakam, pa lahko pokažem še alternativo. Se mi je že ponudil. Dajmo narediti novo mapo. Pa tle shraniti.
Alternativa temu, v bistvu, da nam pač Google te zadeve ponudi, zato ker tle moramo pol vedno najprej uploadati sliko na našo stran in tako naprej, je pa to, da mi že lokalno slike vnaprej pripravimo, da slike že vnaprej zoptimiziramo in prav zato obstajajo orodja. Eno od njih je Image Optim. In sicer ta zadeva je na voljo sicer samo za Mace, vidim, da kar precej vas ima Mace, je pa tudi za Windowse obstajajo druga orodja, pa tudi za Linux, ki pa jih bom v bistvu kasneje vam poslal, ker imam pripravljeno ene izpiske pač za tole delavnico in so tam linki pač do drugih orodij. V bistvu tisti, ki imate Mac, lahko v Google napišete Image Optim, pa boste pač najdeli, mislim, da je prvi zadetek. In vse potem, kar moraš v bistvu narediti, je to, da izbereš pač slike, recimo, ki so neki originali, in jih povlečeš v bistvu sem noter. In te algoritmi, te library, ki jih Image Optim uporablja, izboljšajo pač oziroma optimizirajo te naše JPG slike. Tle na desni strani vidimo, za koliko procentov so te slike v bistvu zdaj manjše, in sicer vse praktično tle nad 70%, med 70 pa največ koliko, 81,6%. Medtem ko pa vizualno, če gremo te slike pogledati, praktično ni neke razlike v kvaliteti oziroma je mogoče minimalna. Če bi jo res šli gledati sliko eno zraven druge, bi videli, da je malenkost drugačna, ampak nekdo, ko pride na stran, mu bo veliko bolj pomembno, da se mu hitro zadeva naloada, kakor pa da vidi res tiste najmanjše detajle v slikah. Aha, vse, ja, glih zaradi tega je v bistvu, če v bistvu nam priporoča takole, recimo slider 6, pa pol minus neka številka, x neka številka, to pomeni, da je nam WordPress že vnaprej pripravil manjšo sliko pač na voljo. In zdaj je problem, če se ta originalna slika nekje uporablja, če bomo v bistvu tle downloadali te zadeve, nam bo pač Google to manjšo, ki jo pač najdel konkretno na tej strani. Zaradi tega je tudi boljše uporabljati orodja, kakor je Image Optim, zaradi tega, ker lahko že originalne slike zoptimiziraš in pol, ko WordPress pripravi svoje thumbnaile, pač manjše velikosti teh slik, bo v bistvu to optimizirano zmanjševal in pri tem se bo pač, bojo vse praktično optimizirane, tako ja. Ja, tudi WordPress že ima pač te, predvsem, mislim, da je v zadnjem 4.7 updateu, ali celo en update prej, 4.6 so nove nastavitve dali noter, ki malenkost bolj kompresirajo slike, predvsem pa so precej manjše velikosti. Ok, in če gremo zdaj, spet nam je baza dol padla. Ja, ok. Kaj lahko jaz zdaj na hitrico naredim. Ok, v redu, prav. Pa dajmo tako. A boš prišel opisati? Upam, da imaš backup narejen. Imam jih, ja. Ok. Super. Ok. Pa delimo na tele strani. Tole si ne bomo zapomnili. Se pravi, če gremo nazaj na mio.si.
In rekli smo, prva slika, slider 3. Aha, v bistvu ga že imamo zoptimiziranega. Zdaj pa moramo najti, ok, iz imena je, aha, se že vidim, to je v bistvu ta slika. Zdaj pa v bistvu moram jaz najti v administraciji, kje je ta slika, ki bi jaz to sliko v bistvu zamenjal. Zdaj ne vem, za kjer slider konkretno gre. Da probamo to najprej najti. Nivo slider, ok. A mi lahko pomagaš mogoče? Aha, design, team options, prav. Aha, homepage slider. Ok, super. Ok, zdaj pa najdemo. Ja? Čakati moram, malo mi je zablokirali, mogoče imam preveč odprtih zavihkov. Ok, in ta ni tale, ne? Slider image 3. Zdaj pa dajmo tle remove, pa bomo uploadali nazaj sliko, zdaj ne vem, če bom tle dal remove, bo sam sliko, ja, ok, sam sliko je spremenil. Pa dajmo upload, pa zberemo to novo ustvarjeno datoteko, ki bo tle noter, optimize contacts, image, slider 3, je to ta? Je to ta, ok. Potrdimo, pa shranimo. Kako pa deluje plugin, da se mi zdi, da obstaja nek plugin, ki ti že avtomatično noter v WordPressu kao stisne? Ok, vprašanje je bilo, ponavljam za livestream, vprašanje je bilo, kako delujejo plugini, ki lahko v bistvu jih inštaliraš v WordPress, pa oni pač sami pol te zadeve naredijo. Jaz osebno nisem pristaš tega, zato ker probam svoje pač WordPress sajte imeti s čim manj plugini inštalirani in predvsem hočem vedeti, kako, pač vse stvari, ki jih lahko naredim že nekako drugače, razen s pluginom jih rešim pač na nek drug način. Ker vsak plugin, pač ko ga dodajaš, doda nek footprint pač svoj, se pravi, malenkost upočasni stran ali pa face, odvisno pač kako je zadeva spisana. Potencialno je pač to lahko neka varnostna luknja, pač če nisi šel res kodo pogledati, pa če ni ta zadeva bila pač spisana strani nekih dobrih developerjev. In pač z leti sem nekako to kar v sam proces pač izdelal, se pravi, jaz preden kadarkoli kjero sliko uploadam, jo pač optimiziram, no. In pol ni pač potrebe, da si še neke dodatne plugine. Je pa res, da če imate zdaj ogromno nekih slik, že pač na strani, pa hočete pač nekaj na hitro narediti, ja, verjetno bo pač kjer od teh pluginov tudi vredno. Jaz izkušenj pač konkretnih nimam, no. Dajmo zdaj pogledati, ok, eno sliko smo zamenjali, poglejmo, če stran še dela, tako kot bi mogla. Smo rekli, a je bil ta tretja, ta druga slika. In v bistvu, kaj naredimo, spet poženemo PageSpeed Insights. Prej je bila, rezultat je bil koliko? 20 od 100, ne? Če se prav spomnim. Vidimo, če smo kaj spremenili. Evo, 35 od 100, eno sliko smo spremenili. In postopek je zdaj praktično identičen, ne? Čisto vseh slik ne bom šel zboljševati, je pa to orodje dobro v smislu tega, da vam res v bistvu da po vrsti vam praktično pač pove. Se pravi, stvar, ko je najbolj problematična, bo čist na vrhu in takoj pač, ko greste, ok, recimo tle imamo slider 1, se pravi, če še tega zamenjamo, a je to ta? Ne, to je header. Slider 1, evo ga. Dajmo še tega odstraniti, pa uploadati na novo. Slider 1. Izberemo.
Shranimo nastavitve. Gremo spet na PageSpeed Insights, Analyze. Če prepogosto klikate na Analyze, lahko, da ne bo spet šel vsakih 30 sekund, pač tle na koncu piše, se pravi, rezultati so keširani na njihovih serverjih za 30 sekund in če prej, ko to klikneš, recimo, če zdaj kliknem, mi sam pokaže rezultate od nazaj, mi ne naredi še enkrat. Se pravi, smo spet za 2 točki smo dobili, sam s tem, da smo zboljšali. Zdaj, vseh slik ne bom šel zboljševati, pa mogoče glih to še enkrat, da pokažem, če ne vemo zdaj točno, kje je ta Mio Jakovljević.jpg, kje je ta slika na strani, kje se nam pojavi. Spet je najlažje, kjerkoli v bistvu z desnim miškinim gumbom kliknemo, zberemo Inspect in potem, ko smo tle v Elements, nekje noter imamo fokus v tem, kliknemo Control, oziroma kliknemo pač izberemo na keyboardu Control F ali pa CMD F na Macih in napišemo ime slike in jo pač tle lahko najdemo, pa spet desen klik na ta element, scroll into view in ja, pridemo recimo do te slike, da potem pač lažje vemo, če pač ne vemo na pamet točno, kako smo jih poimenovali, ko smo jih uploadali. Ok, gremo naprej na naslednje zadeve. Naslednja stvar je Enable Compression. Kaj sploh to pomeni? Kompresija, ki je v bistvu tlele mišljena, je gzip oziroma, če na nek enostaven način povem, kako v bistvu server pošlje CSS pa JavaScript pa HTML datoteke do nas. In obstajata 2 načina. Pač nekompresiran način je ta, da se pošlje pač v takem obliki, kot je, se pravi v navadnem tekstu, ker pač vsa ta koda v bistvu, če tle pogledamo, ni glih roman, ampak je pač nek navaden tekst. Medtem ko pa, če mi omogočimo kompresijo, je v bistvu server te naše datoteke si lahko predstavljamo, kot da jih zazipa, da so precej manjše, pošlje do našega browserja in browser jih spet odzipa. In v bistvu ta proces zipanja pa odzipanja je zelo, zelo hiter in se dejansko splača narediti to zadevo, zato ker lahko zmanjšamo velikosti teh naših datotek za to, kakor tle recimo piše, 93%, 65%. To je, ko v bistvu imamo veliko teh različnih JavaScript, CSS datotek na našem serverju, se te zadeve znajo kar poznati. In seznam tle je res dolgi. Seznam tle je dolgi pa zato, ker ta stran uporablja precej različnih pluginov. Kako to vem? Če grem tle z miško čez kateregakoli od teh resursov, vidim v bistvu pot do te datoteke. In sicer WP Content Themes, potem imamo SKT Build Pro, to je recimo nek slug od naše teme, potem je pa noter folder CSS, animation.css. In pol imamo recimo jQuery od WordPressa, potem imamo spet od teme, imamo carousel, JavaScript, potem tole je v bistvu sam HTML, te naše spletne strani. In če bi v bistvu samo omogočili gzip oziroma deflate, to sta pač ne protokola, ampak 2 kompresiji možni, ki jih pač večina browserjev in serverjev podpira, bi to zadevo zelo, zelo zmanjšali. Kaj lahko v bistvu glede tega naredimo? Uporabimo oziroma preden sploh začnemo spletno stran uporabljati, se pač odločimo pametno, kater hosting bomo uporabljali oziroma dobro je se za te zadeve že vnaprej pozanimati pa iti k nekim večjim ustaljenim playerjem. Domovanje recimo je tlele en dober primer, pač jaz vem, da oni imajo te zadeve zelo, zelo dober out of the box že na njihovih serverjih poštimano in v bistvu tle
tle ni kaj veliko pač za delati recimo nekemu lastniku spletne strani, zaradi tega, ker te zadeve je v bistvu treba na nivoju samega serverja že vklopiti, da zadeve funkcionirajo. Tako da, kar se teh zadev tiče, je vaša naloga ta, da kontaktirate podporo vašega hosting providerja. Če oni ne vejo, kaj jim vi govorite, je čas, da zamenjate hosting. Res, to so zadeve, ki so zelo ustaljene in pač, če teh stvari vam ne morejo vklopiti, pomeni, da mogoče ne vejo čisto dobro, kaj delajo. Ok, naslednja zadeva. Leverage browser caching. Spet stvar, ki ima veliko veze z samim serverjem in samim gostovanjem vaše spletne strani. Browser caching pomeni v bistvu to, da ko vi enkrat pošljete, se pravi, ko obiskovalec pride na vašo stran in jo prvič naloži, se morajo seveda zdownloadati vas HTML, vsi CSS datoteke, JavaScript datoteke in slike. In pri tem, ko v bistvu browser to downloada, mu server lahko reče, browser, ti si kar zapomni te slike, zaradi tega, ker se ne spreminjajo in jih lahko si kar shraniš, da boš naslednjič, da ti ne bom spet jaz rabil teh zadev pošiljati, ampak jih boš lahko kar iz diska direktno pač prebral naslednjič, ko boš zahteval, ne vem, sliko img1.jpg. In če teh zadev nimamo v bistvu mi nastavljenih na nivoju pač serverja, se na vsak refresh strani, se pravi vsakič, ko user kamorkoli klikne, pa gre na kakorkoli podstran, se spet ogromno enih datotek, ki so praktično iste, se spet mora prenašati prek povezave. In to seveda je čisto neučinkovito. V bistvu konkretno, kar vidimo iz tega reporta, je to, da te slike sicer imajo tle naštimane te čase, se pravi, ta čas, ki tle piše, pomeni, za koliko časa si lahko browser zapomne pač to sliko in jo ne downloada spet iz serverja, če ta zadeva zahteva. In zdaj recimo imamo tle JavaScript, CSS datoteke, jaz predvidevam, da ta stran se ne spreminja vsako uro glih, da ni nekaj novih zadev gor, glede na to, da gre pač za spletno stran nekega podjetja. In 60 minut je recimo veliko prekratek čas, se pravi v bistvu ta orodje Speed Tools, Google priporoča, da mislim, da keširaš vsaj za en teden te resurse, če ne celo več. Velikokrat je v redu, da v bistvu določimo tudi, ne vem, 2 leti, mislim, da je maksimalno, kar lahko server določi, zaradi tega, ker načeloma se bo itak pri vsakem updateu se bo dejansko ta URL malenkost spremenil, recimo ta zadnji del, ko piše var je enako 1.6.0, se bo spremenil v nekaj druga in kadar ni dejansko enak URL, bo itak naš browser pač zahteval novo verzijo tega. Ok. In to je spet v bistvu stvar, ki jo praktično ne moremo narediti v samem WordPressu. Ja, vprašanje? To je še slabše v bistvu kot pa 60 minut. To so pa v bistvu spet vse stvari, tako kot sem že začel, ki jih tako kot za kompresijo praktično morate od vašega hosting providerja v bistvu zahtevati, oziroma zdaj ne vem na pamet, da se te stvari da na cPanelu ali Plesku pač nastaviti, ampak načeloma so to stvari, ki se jih pač lahko nastavi na nivoju samega serverja, ne pa na nivoju samega WordPressa. Da se sicer, recimo tisti, ki ste kdaj delali s kakimi htaccess datotekami, tam noter se da recimo včasih te stvari nastaviti, ampak je spet od hosting providerja do hosting providerja je odvisno, koliko dejansko pustijo spreminjati pač te nastavitve, ker tle je tako, načeloma nekateri pač pustijo malenkost več, pa so imajo pa v bistvu kakšne druge probleme, zato ker kdo izkorišča te stvari.
lahko. Kako za? Vprašanje je, če lahko nekako s čim overrideš oziroma forsiraš te stvari. Da se recimo narediti zadeve, ampak tle gremo zdaj mogoče malo bolj tehnične vode še, da si postavimo reverse proxy pred naš server v nekem navadnem jeziku bi rekel Cloudflare, recimo daleč najbolj popularen servis, ki te zadeve omogoča. Se pravi, da stoji še nek server med vašim serverjem pa med obiskovalcem, ki v bistvu iz vaše spletne strani vzame te datoteke, pa jih servira s spremenjenimi temi nastavitvami, se pravi spremenjenimi headerji, se reče temu, ki jih server pač pošlje. Ok, poglejmo si naslednje stvari. Potem, ja, ta prve dve zadevi sta bili, oziroma ta prve tri so bile take, ki jih Google reče should fix, se pravi, absolutno najprej začneš s tem, šele ko boš te stvari imel rešene, gremo pol naprej. Ampak zato, ker pač zdaj nimam časa, da bi dejansko vse te zadeve šel delati, bom samo razložil v bistvu, kaj naprej pomenijo še te stvari, ko so consider fixing. Eliminate render blocking JavaScript, CSS and above default content. To je ena stvar, ki jo potem v kasnejših fazah, ko vse te stvari, ki so v should fix rešimo, jih je v bistvu zelo težko narediti. In tudi pri straneh, ko jih jaz optimiziram zase ali pa za svoje stranke, je to ena stvar, ki mi pač ponavadi ostane, zato ker je enostavno tle je zelo veliko se treba pač pomatrati, da dejansko ta prave file pač prestaviš na dosti visok nivo. Tle se dejansko pogovarjamo potem o optimizacijah, kot je kako se CSS, v kakem vrstnem redu se CSS datoteke recimo loadajo in tako naprej. In v to se ne bi spuščal, so pa to ponovadi stvari, ki niso toliko zelo pomembne. Potem imamo recommendation oziroma predlog, da minifajamo JavaScript datoteke. To pa je v bistvu ena stvar, ki se jo bomo lahko lotili. In sicer zdaj vidimo, da nam Google za teh 5 JavaScript datotek nam predlaga, da jih v bistvu zmanjšamo. Kaj to pomeni? Če gremo kar recimo eno od teh pogledati na tole stran testno, si lahko, če imate tale developer tools še odprte, bomo šli recimo na network tab in še enkrat zagnali, v bistvu, ko zaženemo refresh strani, nam bomo v networku v bistvu dobili seznam vsega, kar se je preneslo. In če zberem oziroma filtriram samo za JavaScript datoteke, pa najdem, kako smo rekli, all carousel. All carousel, ok. Poglejmo, kako ta datoteka izgleda. Če dam tole malo na večje. Ne morem povečati. No, v bistvu se tlele noter vidimo. To je datoteka, ki pač ni bila skompresirana, se pravi, ta koda izgleda čisto tako, kakor je pač developer oziroma pač ta, ki je pač to skripto napisal, na ta način jo je pač napisal, kakor je pač tle. Računalnik dejansko ne nuca vsega tega lepega formatiranja in tako naprej, ampak lahko pač koda izgleda, če pokažem na eni od naših strani. To je demo stran naše teme in gremo isto pod sources. Recimo, se pravi Teams, Assets, JavaScript, Main. Lahko v bistvu vse nepotrebne stvari, kot so recimo komentarji, ki so tle v zelenem, potem pač vsi white space, to pomeni vsi, ne vem, nove vrstice, presledki in tako naprej. Vse te stvari v bistvu lahko zbrišemo ven, zato ker
računalnik ne nuca vseh teh komentarjev in vseh teh zadev, pač on nuca samo tisto najbolj osnovnejše, da pač zadeva še vedno funkcionira. In to je v bistvu ta predlog, kaj je v bistvu ta minification, kaj to sploh pomeni, pač, da minificiramo. Zdaj, sicer ta stvar je ponovadi najboljš, če je pripravljena že vnaprej, ampak obstaja pa za WordPress tudi plugini, ki nam pač te zadeve izboljšajo. Konkretno, zdaj raj ne bom šel pač na tej strani teh stvari probavati, ker se zna v bistvu kaj sesut, ampak bom pa pol poslal kasneje seznam pa kako konkretno te zadeve naredimo. En od teh je WP Supercache, potem tudi drug je pa Auto Optimized, ta dva sta recimo zastonj. Konkretno na naših straneh pa uporabljam še enega plačljivega in sicer WP Rocket, je pa tudi zelo dober, no. Že par let ga uporabljam, je plačljiv, ampak pač vreden tistih, mislim, da $30 ali kakorkoli je mesečna, letna naročnina. Ok, poglejmo si še par ostalih zadev. Reduce server response time. To je tudi ena zadev, ki je praktično najlažje izmed vseh zadev optimizirati. In sicer pravi, da na tem testu je server odgovoril v pol sekunde. Kaj to pomeni? V bistvu, ko mi napišemo URL v brskalnik, pa stisnemo Enter ali pa pač rečemo pojdi, se pošlje iz našega browserja zahtevek za to spletno stran. In ko server dobi ta zahtevek, v bistvu požene cel WordPress in pač vso PHP kodo, vsa logika se pač v ozadju izvede in ta stvar pač zahteva precej časa. Zdaj bolj, ko imamo kompleksno stran, tudi zelo odvisno, kako temo uporabljamo, kakšne plugine, kakšne slike in te zadeve, tle časa pač ta stvar traja. Ampak po drugi strani pa za vse naše uporabnike, ko pridejo na našo stran, je praktično stran isto zgleda, razen če imamo, ne vem, če se gremo e-commerce ali pa če imamo kakšne specifične, ne vem, recimo števec komentarjev, če imamo na strani, pa nam vsake 3 minute recimo nam nekdo pusti komentar. Je to recimo en dinamičen del, ki se spreminja s časom, ne? Ampak večina strani pač nima nekih takih elementov, ampak je pač vedno statična. In kaj lahko naredimo najlažje, to bi pa jaz tle kar probal na tej strani, če lahko. Ja, ok. Da inštaliramo spet v bistvu plugin, ki se imenuje WP Rocket, mislim, da je celo tle WP Supercache, je tle celo med temi najbolj popularnimi oziroma izbranimi. In ta nam praktično, v bistvu, kaj ta plugin naredi, ko ga vklopimo pač s temi njihovimi defaultnimi nastavitvami, je to, da nam ta HTML kodo, ki je v bistvu WordPress, ki je v bistvu rezultat tega WordPressa, templata in vse te logike, nam shrani kot navadno HTML datoteko na serverju. In namesto, da naslednjič, ko userji, ko nekdo zahteva pač našo stran, namesto, da se spet zažene vsa PHP koda, vsa logika in tako naprej, enostavno reče ta plugin v bistvu, a ta datoteko že imam, dajmo kar to poservirati pač temu uporabniku. In to je za faktor 100 lahko hitrejše, kot pa dejansko, da se pač vedno zadeva na novo generira. Mislim, da v settingsih dobimo potem WP Supercache, ko smo ga enkrat aktivirali. In vse, kar moramo v bistvu narediti, tako najbolj osnovna nastavitev, je to, da damo caching on. In pa imamo tle še en gumb, da potestiramo ta cache, če deluje. In ja, pravi, da ja. Zdaj, če bomo šli na začetek naše strani in če smo noter stran prijavljeni, to pomeni, da imamo ta admin bar gor. In če refreshamo, ne bo nekega učinka vidnega. Če pa se odjavimo, oziroma še boljš, če gremo v incognito mode v Chromu, kar pomeni v bistvu, da nam odprejo novo sejo, nimamo nobenih cookiejev, se pravi piškotkov odstranjenih.
in osvežimo parkrat stran, pa vidimo, da je to zelo nam pohitrilo. V bistvu. Takoj, čim jaz kliknem v bistvu refresh, se stran že prikaže. In zdaj, če jaz na PageSpeed Insightsih tole analiziram ponovno, dajmo probati. Prej je bilo pol sekunde, pa da vidimo, če bo ta zadeva kaj izboljšala. Je res, da v bistvu pol sekunde je že relativno v redu. Na kakih slabših hostingih ali pa kakih preobremenjenih serverjih, tako kot je moj, ko niti MySQL-a očitno ne more zagnati več, ne vem, kaj mu je danes bilo, da je crkno. To zna biti včasih tudi par sekund in to je zelo, zelo, zelo pomembna zadeva. 38 od 100, ja, praktično, a nam je kaj izboljšali? Mislim, da ne. A je bilo 37 prej. Ampak nimamo pa več tle v bistvu une zadeve, ne. Se pravi, imamo pol pod 3 PS rules, se pravi, your servers responded quickly, se pravi, thumbs up, gremo naprej, optimiziramo druge stvari. Za JavaScript, CSS, HTML kodov v bistvu imamo znotri tega WP Supercache-a tle opcijo Advanced, ampak nisem siguren, mislim, da so te optimizacije, jih ni znotri WP Supercache plugina, vem pa, da jih imam v samem WP Rocketu, oziroma lahko še tisto zadevo pogledamo na naši strani, kako konkretno izgleda. Plugin v bistvu približno iste stvari rešuje, samo da tam ima pač še zraven neke nastavitve, da optimizira lahko HTML, CSS, JavaScript kodo. In ja, v bistvu to je pretty much all, kar se tiče te optimizacije. Pri desktop v bistvu tab ima več ali manj ponovadi iste stvari, razen to, da je tle Google malo več nam oprosti, no. Zato, ker ko se pogovarjamo o desktopu, to ponovadi pomeni, da imamo boljšo povezavo, da imamo več nekih resursov pač na voljo v smislu, da imamo pač, ne vem, večji zaslon, userji so pač pripravljeni malenkost dlje časa čakati, kot pa na mobilnih napravah in tako naprej. In ja, mislim, da je to za ta prvi del delavnice vse. Preden v bistvu zaključim sam, bi se rad zahvalil Domovanju, da so sponzorirali livestream, tako da livestream od vas se bomo zdaj počasi zaključili čez par minut. Preden v bistvu grem sam še to, da delam oziroma sem lastnik podjetja Proteus-Teams, izdelujemo WordPress teme in teh zadev smo se v bistvu z mojim kolegom lotila leta 2012, predvsem z namenom, da za spletne strani, za manjša podjetja, lokalna podjetja, naredimo teme, ki so dejansko optimizirane in ki dejansko upoštevajo to, da je hitrost nalaganja spletne strani en pomembnih dejavnikov in pač čisto iz tega, da sam uživam v optimizaciji spletnih strani, smo pač to je eden od teh naših glavnih tudi selling pointov, pač ljudje ponovadi kupujejo teme od nas, taki, ki so jim te zadeve pomembne in na srečo je vedno več pač ljudem pomembne te zadeve, zato ker vidijo, da je to direktno korelirano z številom obiskovalcev na strani in pa to, kako pač te Google uvršča. In sicer za vse, ki ste bili na live streamu, za vse, ki ste tle, do jutri, do 6. popoldne, dobite pri nas 20% popust, če pri nakupu izberete, pač vpišete to kodo WP delavnica 20, bom zadevo tudi pol po newsletterju poslal. Pa še, pripravil sem tudi en povzetek pač cele te delavnice, se pravi vsa orodja, linke do teh orodij
kako se v bistvu lotimo optimizacije in tako naprej. Večina itak mislim, da ste mi že pustili svoj mail, tako da vam bom te zdaj poslal, če kdo še ni, je tle URL, na katerem pač pustite ime, priimek, pa bom poslal ta PDF jutri. In ja, za live stream bi se poslovil. Hvala, da ste poslušali, jaz se opravičujem pač za tisti glitch, ampak pač stvari se na takih delavnicah dogajajo. Se mogoče še boljš, smo dejansko videli, kako mogoče ste videli, ja, da ne more biti vse zrežirano naprej, pa se tudi na kakšni drugi strani znajdem. Tako da, ja, to je to. Zdaj pa bom na 1 uro še pač na voljo tle za vaše vprašanja, pa grem pač malo okoli od mize, pa pogledamo vaše strani. Ok. Aha.